Um, Živijo, to je predstavitev mojega primera. Moje ime je Nedžad Lović, star sem 37 let, rojen v Bosni januar 1985. Živim v Sloveniji od leta 1992 in sem žrtev obveščevalne policije ter sodnije, ki nad mano izvajajo organizirano zalezovanje, vpade v privatnost, mučenje z nanotehnologijami in mikrovalovno vojaško tehnologijo. 24/7, 365 dni na leto, že 5 let. Živijo, jaz se moram tlele zraven pojaviti. Mi do Nedžadom se poznava že od 2017. Jaz sem bil prvi, ko mu je Nedžad povedal, da je žrtev obveščevalne službe z napredno tehnologijo. Mi, da so to 2019 že objavljala, prav tole slikco, ki je on meni kazal, ki jo imate zdaj na ekranu, Hitačijeve mikročipke, pametni prah, tudi to sem se zdaj spomnil, da so oni ta pametni prah v enem hollywoodskem filmu pokazali. In sicer na košarkaškem igrišču brez reflektorjev je bil en kader, ki je takole zaploskal in v bistvu tak prah, kakor da bi moko vrgel v zrak. No, tale prahac je toliko močen čipak, da zbira biometrične podatke iz telesa. In Nedžad Lović je kiborg. Ni samo on kiborg, po najnih izračunih je v Sloveniji 10 000 takih žrtev, ki pa sploh ne vejo. Pri Nedžadu so naredili to usodno napako, da so mu rekli, ko so ga prižgali maja 2017. Mi smo slovenska policija, ne zajebavi se z nami. In je zraven zahreščal in sem takoj vedel, da gre za neke obveščevalne tehnologije, ne pa za bolezen šizofrenija, kakor so oni želeli zadevo predstaviti. Tako da jaz predlagam zdajle, ko smo naredili tale uvod. On je že moj prijatelj za 4 leta pa pol. On je žrtev tega pametnega prahu in čipa. In zdajle bomo pogledali še Noah Hararija, ker vam bo on pokazal, da smo mi masters of the planet look like. This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need 2 things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, usually also engineer it. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. These are the new driving forces of evolution. And at the same time, science may enable life, after being confined for 4 billion years to the limited realm of organic compounds. Science may enable life to break out into the inorganic realm. Humans are now hackable animals.
you know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's old. Free will, that's old. Old. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Yeah, when everything is being digitalized, everything's being monitored. In this kind of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste, because a crisis is an opportunity to also do good reforms that in normal times people will never agree to. But in a crisis, you see, we have no chance. So let's do it. Vaccine won't help us. The vaccine will help us, of course. It will make things, you know, more manageable. Surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Natural selection is replaced by intelligent design. The era of inorganic life is now beginning. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. Tole si morate po mojem dvakrat pogledati, to se že vse dogaja. Nedžet Lovič je pa primer, ki se to na njemu dogaja že 5 let. In za tiste, ki ste vzeli cepiva, ker vam je tudi Špela Šeško govorila pred RTV-ja v OPS gibanju, da bojo te ljudje, ki so cepljeni zdaj, bili Internet of Things. Skratka, oni so že izvajajo transhumanizem preko cepiv. Na Nedžet je bil pa poskusni zajček že pred 5 leti in zdaj ne vam pove svojo zgodbo do konca, potem bo vas pa vodila še čez mnoge slajde, tehnične podatke, US patente in US patente o teh tehnologijah, ki jih uporablja obveščevalna služba, o vseh stranskih učinkih oziroma bolezenskih znakih tehnologije. Tako da, evo, Nedžet, izvoli. V glavnem, ostali smo tam, da sem 5 let že žrtev tovrstnih napadov. V bistvu eksperiment države Slovenije o mnogoterih načinih delovanja z nanotehnologijami, kot so voice to skull, skok delovanje, v prevodu remote neural monitoring, preko mikročipov tega smart dusta, pametnega praha, ki mu tudi rečejo v tem svetu devil's dust, preko smart tehnologije, oddajnikov in satelitov. Zdaj, da povem še nekaj o smart dustu. Smart dust je pametni prah, ki oddaja GPS točko človeka in ima spomin za ukaz živčnemu nervnemu sistemu, za vodenje človeških telesnih funkcij in prav vsega povezanega z živčevjem na človeku. Žrtev sem tudi ostalih prikritih načinov delovanja z direktnimi energijskimi orožji, od mikrovalovne pa do raznih drugih metod sevanja in streljanja tarče na daljavo. Smart dust, pametni prah, lahko vam ga potaknejo v farmaciji na operaciji, lahko vam ga vbrizgajo, lahko je pa tudi v hrani in pijači industrijski ter vodi in zraku. Saj ga tudi s chemtrailsi mečejo z ostalimi svojstvi.
Meni so ga ustavili v kliničnem centru v Ljubljani v mali operacijski pri šivanju gležnja leta 2011. Ena starejša ženska se je v civilni obleki in ne v zdravniški skrivala za stebrom in držala nekaj v rokah. Zdravnica mi je porinila glavo levo, šivala je pa desni gleženj. Da kao ne bi gledal, ko so mi ustavljali najbrž ploščke Smartdusta v gleženj desne noge. Imam tudi neke meritve zmerjene, ultrasound meritve, ki se nanašajo na airfield chip frekvenco v telesu, ki skače iz 17,1 kHz do 22 kHz, odvisno od atmosfere, skozi katero potuje. Od oddajnika oziroma satelita do tarče. Ob učenju vseh teh 5 letih, najmanj 2 leti, sem bil s tako ogromno mikrovalovno radiacijo in sevanjem mučen in toliko velika izpostavljenost je bila, da sem z nekaterimi meritvami aparati izmeril, da gre za 1,5 % izpostavljenost sevanja. Kar je podobno, kot da bi živel v Černobilu. Zaradi ogromnega sevanja so mi izpadle vse dlake na nogah, še posebej na desni nogi, kjer so mi ustavili Smartdust v farmaciji. In tudi z glave so mi ogromno odpadali lase, ko sem se prijel za glavo, ko sem si potegnil lase dol, so mi v rokah ostajale lase. Danes tega več ni, ker sem tudi primer poslal v Strasbourg. Katero so prvo sprejeli. Primer 1528 gramov dokaznega materiala in ga potem zavrnili iz neznanih razlogov. Saj so ugotovili najbrž, da gre za preveč jasnega dokaznega gradiva, ki jim je bilo posredovano. Smartdust je privlačnost za vse, kar mečejo s chemtrailsi, za vse frekvence mobitelov, Wi-Fi-ov, oddajnikov. Maja leta 2017 so se mi prižgali s to tehnologijo Voice to Skull, ki jo obveščevalci drugače imajo za komunikacijo skozi misli in v auditory cortex, brez kakršnekoli opreme na sebi in za infiltratorske naloge. Po drugi strani pa zna služiti za verbalni psihoteror. Verbalno izpiranje žrtev v iluzijo in za upodabljati simptomatiko za diagnozo šizofrenije. Tako so mi maja 2017 spustili direktne pogovore v Auditory Cortex. Nedžad, mi smo slovenska policija, ne zajebavi se z nami. In takrat je zahrečal in sem vedel, da gre za obveščevalne tehnologije. Preko RF frekvence možganske se priklopi z neokorteksom, preko katerega gre v Auditory Cortex in vizualni korteks, tako da slišijo in vidijo skozi ljudi s tehnologijo Remote Neural Monitoring. S to tehnologijo lahko upravljajo že ogromno funkcij preko človeškega živčevja na daljavo. Preko implantantov in Smartdusta so mi delovali na pritisk, katerega so dvigovali na 400. Streljali hkrati z mikrovalovi v ledvica, da mi je voda notri vrela. S
Streljali so tudi v srce, pljuča, mišice, možgane, genitalije, neurokorteks, delali s hitri srčni utrip, vibracije srca, regulacija spolne moči in male ter velike potrebe. Uravnavanje je odvisno od želenih učinkov torture nad žrtvijo. Pohitreno izločajo vitamine in zadržujejo strupe v telesu z regulacijo nervnega sistema. Poskušali so mi razvijati tumore na večjih točkah po telesu, da bi me tako ubili preko smart telefonov in tehnologije na način hot on the hook, v prevodu vroč na udici. Tako da skozi nanopore na telesu telo vsrkava vso radiacijo, katera se ogromno razvije na aparatu zaradi ogromnega sevanja. Eno vprašanje bi imel, Nedžad, a to pomeni, ko imam telefon v roki, pa mi začne roka dreveneti, da imam mravljince, to pomeni, da sem napaden? In da pol Tako povzročam- revmatične občutke spušča v rokah, tudi malo roka bolj trdna rata, pa trda, zaradi tega, ker to radiacijo zaradi ogromnega sevanja na aparat skozi nanopore vsrkavaš v telo. In takrat roka malo bolj trda rata in revmatična. Hvala Bogu, da sem se spoznal na nutricizem, da sem sproti antioksidant telesa delal zdravo prehrano in ogromno zelenjave ter čim več mineralnih vod. In zdravih proizvodov vnašal v telo. Čim bolj naravnih. Potem lahko delajo kurjenje mišic oziroma multipla skleroza, zaradi česar povečano število te bolezni. Povečano število tumorjev oziroma rakov in Alzheimer, demenca in Parkins, ki so tudi povezane bolezni s tovrstnimi napadi, s frekvencami in sevanjem, tako da se deluje tudi za večji obtok farmacije. Nekaj bi tlele glih, tole moramo malo prevesti. Tlele je izpostavljeno s 5G valovom, ki vodi gripi podobnim simptomom. In imamo tlele enih 30 znakov, se pravi bolezni glave, utrujenost, nože, kaj je to, nemir. Potem je na koži se čuti kakor ena opeklina ali zbadanje, goreča koža, občutek drgetanje, tremors, ne vem kaj je, napadanje mišic. Tresenje, potem je restless leg sindrom, verjetno dreveneča noga, boleče noge, nizek, visok pritisk, To so tudi meni delali. facial flushing, ne vem kaj je to, v bistvu je po mojem napad s kakšno svetlobo, dehidracija, potem body metals distribution, Ki je v bistvu utripanje v lica, trzanje. trzanje, potem je body metals distribution, se pravi, oni uravnavajo minerale, vitamine V telesu. v telesu, strupe nalagajo vitamine in dobre stvari pa izločajo po hitrem postopku skozi Tako, vodo. zato pa tudi regulacija male in velike potrebe. Ne? Ja, potem še levkemija, limfoma, to ne vem kaj, verjetno s krvjo kaj, težka koncentracija, izguba spomina, možganske poškodbe, se pravi občutek izgubljenosti, personalnost izbrišejo, povečana irritability, kaj je že to? Razdraženost, decreasing trust in people, Zmanjšati zaupanje v ljudi. zaupanje, ja. Normalno. Depresija, anksioznost, ADHD, digestive issues,
digestive issues, Prebavne motnje. prebavne motnje, abdominal pain, trebušne bolečine, enlarge, povečan tihoid, kaj je to, verjetno je ščitnica, Ja, ščitnica. izguba las, to, kar je imel v bistvu Nedžet, Ja, testicular na overlay kemoterapiji. pain low, bolečine v modih, verjeten, regulacija sperme, neplodnost, elektromagnetna občutljivost, tinnitus je v bistvu zvonjenje ušesi, hearing loss, izguba glasu, irregular sleep patterns, se pravi nespečnost, insomnija je, kaj že to? Tudi nespečnost. Tudi nespečnost. Chronic fatigue, to ne vem, kaj je Kronična kronična. utrujenost. Utrujenost, desorientation, deteriorating vision. Se pravi, oslabljen dih. Izgubljen with pressure in behind eye, se pravi pritisk za očesi, Tako, poškodba očes, katarakt, kaj je že katarakt. Mrena. mrena, imun abnormality, se pravi izguba imunskega sistema, Seveda, povečan ker se sladkor, astma napadi, bronhitis napadi, pnevmomnija, kaj je že to? Pljučnica. Pljučnica, inflamed sinuse, se pravi zažgani sinusi, bolečine v prsih, pritisk, heart aritmija, aritmija srca pa srčno palpitation, Povečano tripno. povečan. ja, Evo, no, to, kar so meni delali, pa to je neče to vse na sebi sprobal. Mislim, so na njemu sprobali. na meni so to vse sprobali več ali manj. V glavnem, logično je, ker ti v vizualni korteks in v auditorij korteks frekvenco pride, da s časoma zadeva malo začne pešati in očesne mreže, mrene in tako naprej. V glavnem, takih žrtev, kot sem jaz, je na svetu veliko. Kar sem tudi raziskal in se z njimi povezal, da bi se čim bolj približal resnici. Glede na simptomatiko, mučenje in primerjavo z drugimi žrtvami, tudi z nekaterimi žrtvami, sem se povezal v svetu iz projekta MK Ultra, ki je stari projekt v Ameriki in sloni na istih simptomih, kot jih zdaj mi tukaj opisujemo nekih 60 let kasneje. Toliko smo zrežirani, da ne zvemo resnice. Ogromno sem imel pogovorov s temi ljudmi, a so mi brisali profile Facebook za menoj, da so zakrivali obstoj te vsebine. Tudi kode na e-mail profilih so mi brisali in glavo hekali in zabrisovali razne kode iz privatnega življenja. Obstaja tudi nekaj inštitucij, ki beležijo žrtve tovrstnih napadov, kot je ISECT Organization, ICATOR, ICS, World Investigation v Ameriki, nekateri odvetniki in preiskovalci v Nemčiji, na Švedskem in po Evropi. Pri nas še zaenkrat se nihče ne ukvarja s tem problemom, kvečjemu te odpeljejo na tanek led in te prodajo v zle namene teh v bistvu ljudi, ki zganjajo ta terorizem nad ljudmi. Jaz sem klical sam osebno na organizacijo ISECT, kjer me je tudi zabeležila gospodična Kathy Meadows kot žrtev iz Slovenije in Bosne. Poslal sem tudi primer v Strasbourg, katerega so sprejeli, so mi dali številko 13488/19 in ga potem iz nejasno manipulativnih načinov in razlogov zavrnili. Imam tudi vso manipulacijo zabeleženo in vso papirologijo, iz katere je manipulacija razvidna, in posnete pogovore s Strasbourgom, saj sem bil vnaprej opozoren, da ljudi pravno zmanipulirajo, še posebej tiste, ki se borijo sami in ki nimajo možnosti pridobiti odvetniško pomoč. A tudi, če jo pridobite, morate biti zelo pazljivi, saj odvetniki so tudi prodani za denar
in te lahko hitro ogoljufajo. Trkal sem na mnoga vrata. Vse sem naredil takrat, da sem skolektiral primer, ga poslal CD zgoščenke z aparatov, screenshotih, slike, posnetke in voice rekorde, posnetke, screenshot o cyberstalkingu, tako imenovanem, to je internetno zalezovanje. Ko človeka zalezujejo, je organized stalking, organizirano zalezovanje ljudi, ko pa te na internetu zalezujejo, je pa cyberstalking, internetno zalezovanje. Šest odvetnikov me je prodal, dobesedno, da je primer še naprej ostal neobelodanjen in zasenčen. Poskušajo tudi, da te z močjo psihiatrije in sodnije zasenčijo, utišajo, da spišejo lažne papirje, diagnoze proti človeku in tam nastavijo vse, od vizite do zdravnikov, do sodišča in odvetnikov, vse je nastavljeno, da izpiranje ljudi poteka kot po tekočem traku. Ko sem se začel boriti, sem trkal na mnoga vrata državnih inštitucij in odvetniških pisarn. Ustavna advokatura je komplet njihova in dela 80% za njih, 20% največ možno za človeka. Odvisno, koliko boš imel denarja, da vse skupaj podmažeš, po domač povedano. Zato s posamezniki zlahka pometajo in zavračajo pritožbe in tožbe. Trkal sem na vrata policije, brezplačne pravne pomoči, farmacije, varuhov, medijev, Ministrstvo za notranje zadeve, socialna, zavod, odvetniki, družina in prijatelji, a povsod sem doživel razočaranje, saj ali so bili vnaprej obveščeni, kaj govoriti, kaj mi ponuditi, ali kako me odsloviti, čim hitreje, ali so pa bili vodeni z mind control tehnologijo, ponavadi bližnji in prijatelji, da ti v bistvu sploh ne verjamejo za kakšno težavnost gre v primeru, ki ga razlagaš. Saj sodišče spiše sodne spise take, da te očrni pred vsemi in jim valije v glavo z raznoraznimi načini manipuliranja z osebo, pisanjem velikih kazni, plačilnimi nalogi in prometnimi prekrški zgradi pri družini vtis, da si redni problematik in tako odtuji družino in prijatelje od tebe, da postaneš lažja tarča, da potem lažje deluje nad žrtvijo v totalno sesutje osebnosti. Tako imenovana osamitev tarče za manipulacijo popolne režirane smrti nad tarčo. Tako kot sem rekel, zapirali so me zdravega tudi v psihiatrijo, da te pravnomočno onemogoči z lažno spisanimi sodnimi spisi, simptomatiko bolezni in diagnostiko iste, da zakrijejo svoj zločin nad menoj, kjer ti uskladijo terapije s tabletami skupaj s tehnologijami, da ti hitreje in še bolj učinkovito izperejo in možgane in občutke hkrati in te tako naredi norega pred celim svetom, čeprav tako ni v resnici. Zato zatrjujem, da psihiatrije delujejo na principu Guantanamo zavoda. Saj sem opazil in govoril z veliko žrtvami vojs tuskal, izpiranja, očitnih žrtev,
katerim sem takoj prebral simptomatiko, saj jo poznam po sebi. In drugih žrtvah, s katerih sem v vsakodnevnem stiku. S tableti pod prisilo ti ustvarijo možgansko lobotomijo in izbrišejo tudi nekaj spomina. In zadeva se stopnjuje do te mere, da ti odvzamejo pravico do razpolaganja s premoženjem, če seveda ostanete živi do takrat. Ker me nobena inštitucija ni upoštevala, niti zaščitila, tako kot tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ne, sem se začel snemati in svojo zgodbo objavljati na vseh družabnih omrežjih in YouTube kanalu. Redno mi strežejo po življenju in se edino tako lahko obranim, dokler spet ne probam obroditi kakšne pravne sadove, saj imam vse črno na belem zabeleženo, za kakršno manipulacijo gre v mojem primeru. Okoli 22.7.2017 mi je prišel bivši prijatelj po izpustitvi iz psihiatrije povedati, da nisem nor, ampak sem poskusni zajček za tehnologijo, ki so jo v Guantanamu uporabljali nad zaporniki. In to je direkt voice to scan tehnologija, kar opisujejo tudi teli dokumenti. Še opisan satelit, no, teroriziranje. Oni imajo te programe tudi na satelitih, oni te lahko iz satelita dol z laserji v glavo streljajo in v bistvu zbrišejo totalen spomin ali pa te čisto dezorientirajo. Tako. To so te Elon Musk sateliti, ne. Preživel sem ogromno dejanskih atentatov v zadnjih 5 letih z mikrovalovno tehnologijo ter visokofrekvenčnim žarčenjem. Z napadi so poskušali izzvati srčno kap, možgansko kap, tumore, srčne zastoje, kemični napadi v spanju za zadušitev, bronhitis, odpoved ledvic, nažiganje možganske resonančne frekvence za odpoved možganov, radiacija, na osnovi katere delajo tumore in razne bolezni. Vodenje ljudi z mind control name, da izzovejo fizične napade name, če se nahajam kje zunaj. Zalezovanje, kraja oblek in raznih predmetov, razna pripravljanja ključnih faktorjev za mojo smrt. Seznanil sem tudi oblasti, ki niso reagirale. In iz vsega skupaj sem ugotovil, da protiteroristična enota specialna, FBI, DIA, obveščevalne službe, DOJ, se pravi Department of Justice, NPU, ki je nacionalni preiskovalni urad in tako naprej, pod lažnimi sinonimi boja proti terorizmu zlorabijo tehnologije za nacionalno državno varnost in z njimi se satanistično in sadistično izživljajo nad individualnimi tarčami, targeted individuals, tako kot sem sam. In da mučijo, ugrabljajo in ubijajo ljudi po Sloveniji in imajo lovke povsod, brišejo dokaze z tehnike, motijo signal, pišejo ogromno izmišljenih kazni v prometu, da se ti usedejo na čim več dediščine, plače ali imetja in podobno. Policisti me parkrat pretepli v prometnih prekrških, pripravljali mi umor z večjih koncev Ljubljane in Slovenije in držav v regionu. Vse to mi delajo, da bi prikrili, kako nanotehnologije delujejo na človeka, da zakrijejo večletno mučenje in zabeležke, katere hranim pri sebi v velikosti najmanj 300 gigabajtov gradiva, kar sem preživel v zadnjih 5 letih
listin, kjer so oni odgovarjali z lažmi, kjer sem jaz prosil za pomoč in tako naprej. Vse to delajo, da me utišajo. Upravljajo ljudi nadaljavo za nov svetovni red, kot je tudi že omenil Noah Harari. Mediji nam dozirajo režirano in počasno resnico, a zadeva je prepletena in vse deluje povezano. Smart tehnologija, chemtrails, cepiva, virusi, Smardust, 5G, remote neural monitoring, voice to skull, mind control in podobno. To je na kratko moja zgodba in ne verjemite inštitucijam, medijem, odvetnikom, saj poteka tiha tajna vojna nad civilnim prebivalstvom globalno. Nedžad Lović. Evo, to je, zdaj smo vas na brzino peljali čez razburkano morje. Nedžad Lović, se lahko zahvalimo samo najvišjemu duhu, Bogu, da je še živ. Zato, ker dejansko je preživljal vsak dan atentate, ko imaš ti enkrat čip v sebi, si hackable. Kot je rekel Harari, in tisti, ki se ga da shekati, ker imaš ti čip v sebi, oni z biometričnimi podatki upravljajo na računalniku. Nedžad ima dvostransko komunikacijo z vojaškim računalnikom in kar on njih vpraša, oni tako odreagirajo. Te zadeve jaz ne razumem, to Nedžad lahko še malo pove, kako dejansko jih more poslušati 24 ur na dan, ker se življajo dnevne, nočne in popoldanske smene obveščevalcev na njem. V bistvu 24/7 poteka psihoteror, deluje na verbalni fazi, deluje na fazi žarčenja z visokofrekvenčnim orožjem. V glavnem, mene so poskušali izpirati na več načinov. Prvo so probali z direct conversation, z direktnimi pogovori v moj auditorij Cortex, ki jih ustavljajo z tehnologijo, kateri patente se tukaj nahajajo. Auditory stimulation, subconscious transmission. V glavnem, ja. V glavnem, multiplexer računalnik so tudi naštimali na meni, da bi me izpiril. Ampak jim ni ratal, zaradi tega, ker sem jaz dojel takoj, da gre za računalniške sample z druge strani. Ker ti vstavljajo te zvoke v glavo, vidiš, kaj je direct conversations in kako ljudje spontano odgovarjajo na moje misli, ali pa, ko jaz nekaj razmišljam, oni spontano govorijo o mojih mislih, z druge strani v auditorij Cortex, kjer jih slišam, ali pa, ko to počne multiplexer računalnik, kater ima noter umemoriranih 60.000 besed in bolj računalniško zadeva odgovarja in deluje. In zaradi tega sem ugotovil, da gre za računalnik, da sem potem jaz se začel v bistvu na nek način varovati s tem računalnikom, recimo, če sem se peljal z avtom v prometu po Ljubljani, da sem lahko, ne vem, prebral tablico od nekega avta, ki bi mi bil kakšen sumljiv noter, da bi mi mogoče stregel po življenju, sem lahko skozi ta računalnik ugotovil, a je njihova organizacija ta registrska označba ali ne. Da še poveš to malo o tem Murder for Profit Club? To pa jaz, kolikor sem ugotavljal do zdaj iz pogovorov z Američani in z raznoraznimi individualnimi tarčami po svetu, ne bi šlo za sklop ljudi iz policije, obveščevalne elite, obveščevalne službe, vojske, elite, specialnih enot in tako naprej, kateri delujejo potem tajno v sklopu Murder for Profit kluba in v bistvu najeti morilci, vršijo razne načine ubijanja ljudi, bodisi prek hekanja prek računalnika z prikritimi tehnologijami, bodisi na fizični način, odvisen zakaj je kdo usposobljen od. Tudi pa tam piše Murder for Profit klub, če je brošura, kjer piše, da pač oni tudi svoje otroke vzgajajo v tej smeri in živijo pač tak življenje, znajo pa tudi uporabljati low life družine, recimo, ki so nizko rangirane v
smislu ekonomskih vrednot in najbrž kakšnih tudi drugih vrednot, glede na to, da se pol prodajo tako lahko in svoje sodržavljane potem ubijajo za ta profit, katerim se jim ponudi, imajo razne pač najbrž naloge opravljanja v smislu depopulacije nad človeštvom, to je to.